Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, pozdravljeni. Predlagam, da takoj razčistimo terminologijo. Govorila bom o naslonkah kot o skladenjskem pojavu, ne pa kot o glasoslovnem. Obravnavala bom stavčne naslonke, ki za razliko od preprostih naslonk delujejo na ravni celotnega stavka, se sklanjajo ali pa se spregajo ter oblikujejo naslonski niz. V slovenščini so to oblike glagola biti in kratke oblike osebnih zaimkov. V slovanskih jezikih z Vekernaglovimi naslonkami, kamor sodi tudi slovenščina, vse stavčne naslonke prisotne v stavku oblikujejo naslonski niz, ki deluje kot ena celota, se ne mora razbiti z naglašeno besedno obliko, se nahaja na istem mestu v stavku in sledi enakim pravilom kot posamezna stavčna naslonka. Včasih so v naslonskem nizu lahko tudi druge enobesedne prvine, recimo v primorskih narečjih členek ma, v koroških narečjih ja, skoraj v vseh slovenskih narečjih konektor pa in tako naprej. Torej so vse stavčne naslonke del naslonskega niza, niz pa lahko vsebuje tudi druge prvine, ki nimajo v njem strogo določenega mesta. Naj vas spomnim, kaj je to Vekernaglova naslonka. Če v jeziku naslonke oblikujejo naslonski niz, potem v jezikih sveta za take naslonke obstajajo 4 glavne pozicije v stavku. To so absolutni začetek, drugo mesto, tako imenovana Vekernaglova pozicija, predzadnje mesto in absolutni konec. V sodobni slovenščini stojijo stavčne naslonke na drugem mestu v stavku, to je v Vekernaglovi poziciji. Vprašalnih stavkov ne upoštevam, ker zanje veljajo drugačna pravila. V vsakdanjem slovenskem govoru pa se naslonke lahko pojavijo tudi na absolutnem začetku nevprašalnih stavkov. Ne gre za edinstveno slovensko inovacijo. Med južnoslovanskimi jeziki ta pojav najdemo tudi v makedonščini. Stanislav Škrabec je v svojem delu Nekoliko slovenske slovnice za poskušnjo razložil, da je ta položaj glagolskih in zaimenskih naslonk posledice elipse predhodnega elementa oziroma logičnega poudarka na naslonki. Jože Toporišič je v slovenski slovnici po Škrabcu skušal začetni položaj naslonk razložiti z elipso naglašene besede ali besedne skupine, v kateri naj bi prvotno stale, in navedel umetne primere, v katerih nadomešča domnevno manjkajoče besede. Bolj smiselna se mi zdi teorija Antona Breznika. Začetni položaj naslonk je Breznik pojasnil s tem, da nevprašalni stavek nadaljuje misel predhodnega stavka. Breznik je menil, da je treba besedni red obravnavati na ravni besedila in ne stavka, saj stavek deluje kot element besedila in ni samostojna enota. Žal je Toporišičeva avtoriteta tolikšna, da se slovenske dialektologije pri opisovanju besednega reda v narečnem govoru še vedno opira na njegovo slovensko slovnico. Večina raziskovalcev omenja naslonke na absolutnem začetku nevprašalne povedi kot značilnost. Če pa jo pojasnjujejo, potem je gotovo posledica elipse začetne naglašene besede. Pogosto se opisi v takšnih študijah ne ujemajo s primeri. Raziskovalci na primer omenijo glagolsko naslonko na absolutnem začetku stavka, medtem ko navajajo primere z 2 naslonkama, glagolsko in zaimensko. Ali pa opazijo naslonko ali naslonski niz na absolutnem začetku stavka, medtem ko njihove primeri kažejo v tem položaju skoraj izključno enkratne glagolske naslonke. Odločila sem se, da pogledam, kako sistemska je stava naslonk na absolutni začetek nevprašalnih stavkov v sodobnih slovenskih narečjih in koliko naslonk lahko v tem položaju stoji. Podatke sem kartografirala. Povem nekaj besed o svojih kartah. Za podlago sem uporabila karto slovenskega lingvističnega atlasa, ampak mreža je popolnoma moja. V mojih kartah so 288 točk, ki pokrivajo 452 naselij slovenskega jezikovnega prostora. Tretjino naselij sem združila, da bi se karta lahko brala. Analizirala sem prozna, neprirejena slovenska narečna besedila od zadnjih 70 let, večinoma iz 21. stoletja. Žal je količina gradiva zelo neenakomerna. Na tej karti sem označila mesta, kjer je bilo veliko gradiva, kar pomeni, da so statistični podatki iz teh krajev bolj zanesljivi. Preštela sem vse nevprašalne povedi z naslonkami, razen več stavčnih, ki se začnejo z odvisnim stavkom. Nato sem med njimi določila odstotek povedi z začetnim položajem naslonk. Med take povedi uvrščam tiste, ki se začnejo z veznikom in. Če je ob naslonki z katerekoli strani členek pa ali ma, ga obravnavam kot del naslonskega niza.
Našla sem skoraj 60 000 nevprašalnih povedi z naslonkami. Naslonke stojijo na začetku 24% vseh primerov. A to ne pomeni, da v vseh drugih primerih stojijo tako kot v sodobni knjižni slovenščini. Ne. V slovenskih narečjih imajo naslonke več položajev. Na tretjem mestu v stavku, na absolutnem koncu stavka, ob deležniku. A v kernagelski položaj ostaja glavni, tako kot v knjižnem jeziku. Pogostnost začetnega položaja naslonk se med narečji precej razlikuje. V tolminskem narečju ga sploh nisem zasledila. V rezijanskem narečju pa stojijo naslonke na začetku 41% vseh nevprašalnih povedi. Če v gradivu iz katerega koli narečja naletim na manj kot 40 nevprašalnih stavkov z naslonkami, odstotka začetnega položaja naslonk v tem narečju ne izračunam, ampak preprosto napišem premalo podatkov. To je bila karta povprečnega odstotka začetnega položaja naslonk za vsako narečje. Zdaj pa poglejmo podrobneje po točkah. Kot lahko vidite, na absolutnem začetku stavka naslonke najdemo skoraj povsod. V nekaterih točkah pogostost tega položaja doseže 59%. S črtami sem označila meje visokofrekvenčnih arealov. Največji areal obsega severovzhodna narečja, z izjemo večjega dela panonske skupine in krajinsko-gorskega podnarečja koroške skupine. Večino primorskih narečij, rovtorsko-narečna skupina in severozahod dolenjskega narečja. Še dva majhna visokofrekvenčna areala najdemo v vzhodno-dolenjskem podnarečju in sosednjem sevniško-krškem podnarečju posavskega narečja štajerske skupine. Ampak moji rezultati so zanesljivi samo za tiste kraje, kjer je bilo veliko narečnega gradiva. Prepričana sem, da se bodo meje visokofrekvenčnega areala premaknile ob uporabi novih narečnih podatkov. Točke, kjer sem našla manj kot 40 nevprašalnih povedi z naslonkami, sem kartografirala posebej. Če je pogostost začetne stave naslonk v taki točki manjša od 40%, jo na karti označim s črno piko. Če je pogostost 40% ali več, tako točko označim s črnim diamantom. Torej, takšne točke izključujem iz celotne slike. Zdaj pa poglejmo največje število naslonk, ki lahko stojijo na absolutnem začetku nevprašalne povedi. V to številko uvrščam členka pa in ma, ki, kot sem že rekla, delujeta kot del naslonskega niza. Na absolutnem začetku povedi lahko najdemo tako glagolske kot zaimenske naslonke. V vsaki narečni skupini najdemo do 4 naslonke na absolutnem začetku povedi. V slovenščini je to tehnično največje možno število naslonk v nizu. Le v narečjih dolenjske skupine naslonski niz na absolutnem začetku nevprašalne povedi ne vključuje več kot 3 naslonk, vključno s členkom pa. Kot vidite, naslonke na absolutnem začetku nevprašalne povedi niso nobena izjema ali značilnost posameznih narečij, temveč sistemski proces, ki postopoma zajema celotno slovensko narečno ozemlje. Hvala.